Že več desetletij od tega, kar so na Pertoči prirejali smučarska tekmovanja v smuku in veleslalomu. Zaradi vse slabših zimskih klimatskih razmer so se preusmerili na skakanje, saj je za tekmo bilo potrebno zasnežiti manjšo površino. Tako so pred 18 leti postavili skakalnico, na kateri so organizatorji Športno-kulturnega turističnega društva Mladost Pertoča pripravili več kot 10 tekem. Na posamični tekmi se je na skoki zbralo med 1500 do 3000 gledalcev. Že nekaj časa je načrtovana izgradnja skakalnega centra s 3 skakalnicami iz umetne mase. O projektu in realizaciji Edvard Mihalič, župan občine Rogaševci. V mojih mladih letih ni bilo takšnih zim. Sneg je bil vsaj do kolen, če ne več. Deca smo skakali, tudi skakali, ne samo smučali. Zdaj napravili smo si takšno malo skakalnico. Menda je v ljudeh nekaj, da ne bi bil stalno na zemlji, da bi šel v zrak. Zelo dobro so to naredili tukaj v Pertoči, kjer smo zdajle. To je bilo športno društvo Mladost Pertoča, ki je pred leti v tej lepi dolini uredilo skakalnico in tudi zelo odmevne skoke naredilo. Celo tekmovanje je bilo, celo državno. Timi Zajc, sedanji reprezentant, je tu celo rekord postavil. In to je šlo takole 2, 3, 4 leta, potem pa je bilo zaradi zelenih zim vsega konec. In predsednik takratni, Jože Bertalnič, poznal nekoga na smučarski zvezi in beseda je dala besedo, kaj če bi vi naredili tole na umetni travi. Občina je idejo zagrabila, na sestanku smo se dogovorili in se zmenili, če občina pripravi zemljišče, uredi gradnjo, infrastrukturo, zemeljska dela in to naprej, bo Smučarska zveza dala ostalo, se pravi travo umetno, skakalnico in tako naprej. In smo šli v akcijo. Najprej odkupili parcelo, spremenili občinski prostorski načrt, ker veste, kako je to pri nas, vse mora biti v določenih regelcih, odkupili zemljišča, naročili projekt in zdaj čakamo gradbeno dovoljenje, da bi še letos, najpozneje pa prihodnje leto, začeli izgradnjo. Z Smučarsko zvezo smo potem tudi sklenili pravi dogovor, to se pravi, da bo resnično teh 50% prispevala, mi pa ta spodnji del. Pa ne samo to, vodovod treba se napeljati, cesto bomo uredili, parkirišče za obiskovalce tam spodaj. Del parkirišča bo pa tudi tukaj zaradi službenih zadev, če bo kakšno tekmovanje. Ocenjujem, da bo ta točka lahko lepo izletniška točka za učence osnovnih šol. Pridejo vsem, se tudi naravi razporedijo, trener pokaže in na 10-metrski lahko najbolj pogumni poskusijo. Tako da spravimo učence v naravo, pa da jim tudi damo nekaj užitek ob tem. Projektiranje skakalnega središča je zaupano domačinu Gregorju Filipu iz podjetja PG Engineering d.o.o. Kuzma. Tudi drugače povezan s skakalnim športom, saj je sin smučarski skakalec, nam je predstavil projekt in kaj vse je načrtovano v celotnem sklopu centra. V okviru projekta je predvidena izgradnja 3 skakalnic, se pravi 10, 20 in pa 30 metrske. V sklopu projekta je tudi predvidena gradnja sodniškega stolpa, klubskih prostorov in pa seveda ostale spremljajoče infrastrukture, ki je potrebna za delovanje takega centra. 10 in 20 metrske skakalnice boste potekale v naravnem terenu, medtem ko pa bo sama 30-metrska skakalnica stala na umetnem zaletišču. Se pravi, del zaletišča bo umeten. Tudi ta naš projekt ni bil izdelan samostojno, pač pa so bili idejni projekti izdelane skupaj s profesorjem dr. Bojanom Joštom. Seveda je tudi on prispeval pri izdelavi teh projektov svoj velik delež. Kdaj je za pričakovati zagon skakalnega centra oziroma prve skoke na Pertoči? Predvideno je, da bi se sama dela na objektu začela konec tega leta, se pravi leta 2021 ali pa v začetku prihodnjega leta, to je leta 2022. Sama gradnja bi pa trajala nekje leto, 2. Vrednost naložbe ocenjuje na približno 300 000 evrov in sodi med 6 najpomembnejših naložb v občini Rogaševci v prihodnjih letih. V teh letih bodo zgradili kar 3 športne projekte, zraven skakalnega centra na Pertoči, še športno-rekreacijski center Rogaševci in slačilnice ter tribune nogometnega kluba Srdica.